V ponedeljek pride ven oddaja. Danes pride ven oddaja. Zber se! Danes pride ven oddaja, čist zares, o 5:30 imamo premiero, da vidimo... Kaj ti je, a jaz povem? Ne, ker hočem... Kaj hočeš? Kaj, si vrel? Si okej. Danes pride ven oddaja, čist zares, o 5:30 bo na prvem programu Televizije Slovenija. Zdaj, pred kratkim sva že povedala, da se bo to zgodilo, nisva pa povedala nič v zvezi s tem, ne, kako sva do tega prišla, kako sva se tega lotila. Davnega 2017 sem jaz dobil eno povabilo na en sestanek. Po predlogu ene dobre prijateljice sem v bistvu jaz ta intervju dobil. Nisem čisto vedel, za kaj se gre, ampak tam so mi nekako povedali, da se ena stvar nekaj pripravlja, ena oddaja pa to, in če bi jaz bil zainteresiran, da so videli moje vloge. In kaj si mogel delati, kako je to izgledalo? Zelo neformalni intervju je bil. Bolj se je šlo za to, da zveš, kakšne vrste oseba si, kot pa zdaj neke izkušnje ali pa neki fakti o tem, kje si, pa kaj si naredil, ne. Tedaj sem se srečal s scenaristko. Hej, Katarina! Hej! Bolj se je šlo za to, na kak način razmišljaš, kakšen imaš pristop do življenja, pa te stvari. Bolj je bilo to pomembno. No, in potem nekako so pa oni vseeno želeli imeti en par, ne. Ta prva oseba ni mogla potem. Potem so mene vprašali, če koga poznam. Zakaj jaz? S teboj sem že dal toliko stvari, nekih teh projektnih, pa delavnih, pa osebnih, pa teh stvari skozi, ne. Mislim, valjda je bilo pač obvious odločitev je bila. Tudi za mene je pač izgledalo vse podobno kot za njega. In vse, kar je sledilo, je bil sestanek, en tak neformalen razgovor tudi s scenaristko. Mislim, da smo se že na tisti prvi kavici ful ujeli. No, ker smo pol v bistvu midva se zavedala, da bomo mogla začeti snemati vlogersko oddajo, tudi začela sama sebe trenirati malo v tem bolj, ne. Z nekimi skupnimi vlogi, tudi s tem, s to, kar zdaj delama. Da se navadiš v paru govoriti v kamero, da si ne skačeš v besedo, da... Ja, še vedno mi skače v besedo. Da se naučiš to interakcijo en do drugega in pa oba z publiko neko. To se zdaj ne gre. Potem smo začeli snemati mi to. In od začetka sva bila z Ano totalno zgubljena v tem. Torej, za mene je bil tudi ful velik izziv to, da sem mogla govoriti v slovenščini. Čisto vsako besedo, preden sem jo izustila, sem mogla v glavi ponoviti 4-krat, pa še takrat nisem bila čisto prepričana, če je zares slovenska. Kam se postaviti, ko si v kadru? Ja, kak kader štelati, kdaj kaj reči, koliko povedati. Kako boš sebe predstavil na televiziji? Tudi danes vem, ko bomo gledali oddajo, bom sebe videla... Oh my god, ja, fuck. Spet me prekinjaš. Da sebe vidiš prvič, kdo si, kak se odzivaš. Zdaj pa si povedala, Ana. Midva sem zdaj hotela povzeti eno tako celoto, ampak ne vem, koliko nam je uspelo. Če vas kaj specifično zanima, prosim, vprašajte, naj vse z veseljem poveva. Dan so 5:30, oddaja na prvem programu RTV. Tak.